Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do volitev, parlamentarnih volitev, so samo še 103 dnevi, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vsi smo Erika, kolektiv informativnega programa TV Slovenija in vodstvo RTV Slovenija obsojata politične pritiske in diskreditiranje, ki ga doživljata ekipa Tarče in voditeljica Erika Žnidaršič. V informativnem programu so, pozor, programske svetnike pozvali, naj se vzdržijo posegov v uredniško in novinarsko avtonomijo. To še najbolj velja za Vaneta Gošnika, ki je sprožil pravi stampedo lažnih novic in pol informacij na družbenih omrežjih. Velja torej, Vane, ustavi konje in polivaj ogenj s pametjo. Sedaj pa se lotimo 66. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali bosenski sod smodnika. Je Bosna in Hercegovina pred novo vojno? Vse v Bosni in Hercegovini ponovno obetajo takšni in še mnogo bolj krvavi prizori, bomo vprašali našega stalnega komentatorja Darka Mršiča. Darko, toplo pozdravljen. Dober večer. V Faktorju, pa tudi širše v Sloveniji, verjetno ni boljšega poznavalca razmer v Bosni in Hercegovini kot si ti, zato sem vesel, da smo lahko danes v oddaji na to temo. Predlagam, da začneva na začetku. Bosna in Hercegovina, takšna kot je danes, je v bistvu nastala z Daytonskim sporazumom. Lahko gledalkam in gledalcem malo sveži spomin, kaj so bile glavne vsebinske značilnosti, kaj v bistvu pomeni Daytonski sporazum za Bosno in Hercegovino. Torej, Daytonski sporazum je tisti sporazum, ki je v seriji predhodnih nekako zapečatil vojno v Bosni in Hercegovini. Oziroma, če bi obrnil stvar, vojne operacije so privedle do podpisa Daytonskega sporazuma. Položaj na bojišču je prisilo. Ravno, če pogledava tole karto, ki je trenutno prikazana, črna črta znotraj kaže Daytonsko razmejitveno črto. Dejansko nikoli ni bila formulirana v sporazumu kot meja, ampak kot razmejitvena črta. Tu se vidi, do kje so recimo že prišle te modre enote, ki predstavljajo hrvaško vojsko, ki je po Washingtonskem sporazumu lahko prišla v Bosno in Hercegovino, in enote bosansko-hercegovskih Hrvatov, HVO-ja. Tu je bila tista ključna točka tamle pod Banja Luko, če vidite, južno, prihod do hidroelektrarne Bočac na Vrbasu, kjer je bila za nekaj ur izključena elektrika Banja Luki, in s tem je nekako bila Republika Srpska prisiljena končno se usesti za zeleno mizo. Vidite tudi neka odstopanja te črne črte z nekimi temi etničnimi barvami. Tu je potem v Daytonu prišlo do nekih regulacij. Zamenjava ozemlja. Zamenjava ozemlja, predvsem tale jugozahodni del, modri, ki je potem končal v Republiki Srpski, je bil recimo zamenjan za velik del vzhodnega Sarajeva in deblokado enklave Goražde, da se ne bi ponovila Srebrenica, ter deblokado Bihaća. Daytonski sporazum sam po sebi vsebinsko je vzpostavil neko asimetrično državo. V načelu federalno državo federalnih treh enot, Brčko distrikta Republike Srpske in Bošnjaško-hrvaške federacije. Bošnjaško-hrvaška federacija je pa še na nekem subsidiarnem nivoju razdeljena na kantone, kjer so Hrvati nekako dobili večinsko 4 kantone in 2 občini v večinsko bošnjaškem kantonu Zeničko-Dobojskem, kjer sta 2 občini potem dobile specialni status, Usora in Žepče, kjer so šolstvo recimo in zdravstvo, ki so sicer na nivoju kantonov v tem primeru spuščeni na te 2 občini. Tako da imamo zelo različne nekak nivoje, medtem ko je Republika Srpska zelo centralizirana. Federacija je decentralizirana sama po sebi, kar se tiče te teritorijalne razdelitve. Je pa Daytonski sporazum potem z leti prišel v neke druge oblike, predvsem z amandmaji, potem ko je z bonskimi pooblastili, ko so visoki predstavniki z bonskimi pooblastili, ki je bil dodatek k Daytonu,
dobili ta pooblastila, ki določajo možnost, da visoki predstavnik postavlja zakone, spreminja zakone, ukinja zakone. S tem je dejansko Bosna in Hercegovina postala de facto protektorat. Se ravno to sem te hotel vprašati, Darko. Določene stvari se niso v bistvu v resnici realizirale z Daytonskega sporazuma, zgodilo se je pa veliko tega, kar sporazumov ni bilo predvideno. Nekaj si že omenil. Tako, mislim, najbolj žalostno je predvsem, vojna se je končala leta 1995, tam 96 recimo so bile še te neke frontne linije vkopane, pol šele po pariškem sporazumu, ko je bil še ratificiran Daytonski sporazum, je nekako prišlo do tega. Recimo imate te anekse k Daytonskemu sporazumu, ki so bili takrat zelo pomembni za neko, kako bi rekel, umiritev stvari v Bosni in Hercegovini, ki pa se niso realizirali niti dan danes. Mi imamo še danes 500 000 ljudi, ki imajo status razseljenih in beguncev. Aneks 7 Daytonskega sporazuma je predvideval vračanje vseh v svoje domove, v svoja ognjišča in obnovo. In ta ključni moment, ki bi Bosno in Hercegovino nekako vrnil v tisto stanje, kjer bi lahko rekli, da je multietnična in ne država, ki se je dejansko razdelila in homogenizirala po etničnih linijah, je bil zamujen. Jaz poznam iz osebnih nekih izkušenj, da se v Republiko Srpsko nek organiziran povratek lahko začel šele leta 2001, ko je nekako začela pod pritiski in sankcijami SDS, takratna Karadžićeva stranka, zgubljati neko moč in je bil močan pritisk na njihove liderje pred obsodbo v Hagu. Šele takrat so se recimo lahko začele masovni povratki na področje Republike Srpske. Federacija je pa že sama po sebi, mi moramo vedeti, da se po tistem, ko sem prej omenjal vračanju teritorija okoli Sarajeva v zameno za Mrkonjić in Šipovo, so se Srbi dejansko iz tistih naselij Sarajeva, ki so jih v vojni sicer obdržali, masovno čez noč izselili na področje istočnega Sarajeva, Pal in tako naprej. Tako da Daytonski sporazum sam v sebi nažalost ni rešil tistega, kar bi moral, tega osnovnega do prebivalcev Bosne in Hercegovine, do infrastrukture, obnove. Je pa neke poteze kasneje so pa celo še zakomplicirale situacijo. Zdaj, nekako bi se ti strinjal z oceno, da od treh entitet, od treh narodov Bosne in Hercegovine se zdi, da so ta hip edino Bošnjaki zadovoljni, ali pa oni najbolj zadovoljni, medtem ko oba ostala dva naroda, tako Hrvati v Hercegovini kot bosanski Srbi, pa ne. Mogoče je ravno to, ja, ne edini zadovoljni, ampak najbolj zadovoljni. Verjetno. Niso tudi oni popolnoma zadovoljni. Mislim, da je Dayton sam pri sebi in v tisti fazi, ko je Amerika in mednarodna skupnost nekako zbila te tri strani za zeleno mizo na tisto letalo nosilko, kjer se je to vse dogajalo. Mislim, zadnjič sem malo poslušal Graniča, ki je malo oživljal spomine, kako se je to dogajalo. Zelo zanimive zgodbe. Hrvaškega zunanjega ministra. Tako, takratnega, ja. Stvar je v tem, da se mi zdi, da je Dayton vsaki od treh strani obljubljal več, kolikor je bilo realizirano in kolikor so te sile tudi želele, da bi bilo realizirano. Recimo nekako iz pogleda Bošnjakov je bilo obljubljeno nekako, da bodo v fazi 20 let sigurno demografsko obvladali celo Bosno, verjetno tudi ekonomsko, sploh v federaciji. Oni so obdržali dejansko vsa urbana področja, Tuzlo, Zenico, Sarajevo, pol Mostarja in tako naprej, ter tisto bogato Lašvansko dolino. S Srbom je bilo v glavnem predvideno, da bojo eventualno lahko prišli do referenduma. Medtem, ko je Hrvatom že z Washingtonskim sporazumom, ko se je podpisal, to je bil sporazum, ki je predvideval vojno kooperacijo in prenehanje spopadov v Srednji Bosni in Severni Hercegovini med Bošnjaki in Hrvati. S tem sporazumom je bilo de facto že dogovorjeno, da bo Federacija Bosne in Hercegovine v kakršnikoli obliki in obsegu bo dejansko v konfederaciji s Hrvaško, kjer bo prost pretok ljudi in robe, ter valuta kuna bo
ki sicer na terenu se brez problema uporablja na nekaterih delih Bosne in Hercegovine, da bo to realizirano in da bodo Hrvati s tem nekako v Bosni in Hercegovini in utopljeni v federacijo, kjer so manjšina proti Bošnjakom, da bo s tem nekako zadovoljeni. Tako da se mi zdi, da so te velike sile uporabile vse te obljube, da bi vseeno prišlo do te realizacije. Konec koncev pa, če se vrnem še enkrat tudi na Republiko Srpsko, tam je bilo pa glavno, da se dejansko vsaj še, da kolikor toliko obstane, ker vojni udar, ki je prihajal z operacijami Maestral in Južni potez, je bil dejansko tako močan, da bi, če Amerika ne bi stopirala teh enot pred Banja Luko, je grozil, da pač Srbov v Bosni ne bi bilo več. Predvsem zahodno od Brčkega, verjetno. Vsaj ta del, mogoče v Brini, da bi se še obdržali, ampak vse ostalo bi pa izgubili. In pa strah od intervencije dokončne vključitve Jugoslavije v odprti konflikt. Ampak verjetno najbolj pereče vprašanje pred to zadnjo zaostritvijo je bilo vprašanje volitev, oziroma volilnega sistema. Vemo, vsaka normalna država, vsaj evropska, pač temelji svoj sistem na rednih, periodičnih, poštenih, demokratičnih parlamentarnih volitvah. Ampak predlagam, Darko, da si zdaj vzamemo krajši premor, tako da ne nam gledalke, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem bosenskega soda smodnika, oziroma ali je Bosna in Hercegovina pred novo vojno. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno Darko Mršič, pogovarjava pa se o bosenskem sodu smodnika oziroma ali je Bosna in Hercegovina pred novo vojno. Darko, preden smo šli na oglase, so ostala pri tem, da razložil si nam, kaj je pomenil Daytonski sporazum, kaj je prinesel in kje so težave, in ostala so pa pri vprašanju volitev oziroma volilnega zakona. Tisto, kar je mogoče za nas, ki nismo toliko poznavalci stanja v Bosni, najbolj na nek način nerazumljivo, je to, kako lahko preko pač volitev Bošnjaki v bistvu izvolijo predstavnika Hrvatov v tročlanskem predsedstvu Bosne in Hercegovine. Ja, glejte, Daytonski sporazum, ena nesrečna, pa lahko bi rekel klasično bosansko-hercegovska zgodba, ki bi jo lahko transformiral v vic, je to, da originalnega Daytonskega sporazuma nihče nima. In v prevodih tega Daytonskega sporazuma so bile različne interpretacije, kaj določeni besede oziroma izrazi, termini pomenijo. Bosna in Hercegovina in Daytonski sporazum je sam v sebi že po načelu in nekih dogovorih veljal, da normalno tročlano predsedstvo, predsednika iz vrste Hrvatov, iz vrste Bošnjakov in iz vrste Srbov volijo volivci teh narodov. Z Berjevimi amandmaji, to so tisti amandmaji, ki so jih visoki predstavniki dobili po bonskih pooblastilih, je nekako mednarodna skupnost želela spremeniti to neko etnično rigidnost volitev. Vsi so konstitutivni na vsakem delu teritorija, v načelu, da bi manjšina, ki je pripadniki absolutne manjšine na nekem področju, vseeno imeli možnost angažmana političnega, se je spremenil ta volilni zakon, ki pa je privedel ravno do tega, da večina lahko zlorabi ta Daytonski sporazum in njegov tekst, ki je dejansko nekako interpretiran kot pripadniška demokracija. To se pravi, lahko se izjasniš kot Hrvat, ne glede na to, ali imaš v družbi, v tradiciji, v čemerkoli pripadnost hrvaškemu narodu, in na podlagi tega te lahko vsak na vsakem delu teritorija Federacije BiH izvoli za člana predsedstva hrvaškega naroda. Tako se je to začelo dogajati tam od leta 2008, ko je SDP BiH nekako to luknjo v zakonu odkril in na volitve poslal Željka Komšiča. Željko Komšič je potem to situacijo izkoristil in seveda tudi angažma Bošnjakov na terenu. Tako imamo danes primer, da neka Kalesija, kjer ne živi niti 5 Hrvatov,
z cirka 4000 glasovi izvoli hrvaškega predstavnika v predsedstvu. Tako v Posušu, kjer pa živi 29 000 Hrvatov, pa Komšič ne dobi niti 20 glasov. Zakaj je pa recimo ta temelj Daytona ni slonel na temu, da lahko kdo zlorabi to pripadniško demokracijo, se pa pokaže v temu, komu predstavniki oziroma te predsedujoči iz teh treh narodov, komu oni, eden od glavnih močnih orodij članov predsedstva je veto. Veto pa lahko član predsedstva vloži samo svojemu klubu narodov. In Komšič ga lahko vloži samo v klubu narodov v klubu Hrvatov, ki pa absolutno niso, njegov veto ne more v tem klubu iti skozi. Ker tam imajo pa Hrvati dejansko skozi elektorski sistem na nivoju kantonov večino dejanski Hrvati in prihaja do tega, da Komšič dejansko nima nobenih močnih pooblastil kot član predsedstva in najmočnejšega veta na zakone. Bi pa rekel, da ne gre samo pri zlorabi glasovanja za člana predsedstva. To se implementira tudi ravno v teh domovih narodov, kot bi rekel, predvsem recimo v domovih narodov za ostale v federaciji, kjer se voli 8 pripadnikov, ki niso člani enega od 3 konstitutivnih narodov. Tam imate predstavnike Slovencev, Romov in tako naprej, Židov, ki pa niso niti približno ne Slovenci, ne Romi, ne Črnogorci. Tako da volilni zakon je trenutno na mizi, njegova reforma je podpisana tudi med Hrvati oziroma predstavniki hrvaških in bošnjaških strank. Če se spomnite, lansko leto so bile prvič volitve v Mostarju po 15 letih. Ja, res je. Paket, ki je dogovoril te volitve v Mostarju in način volitev, je vseboval tudi dogovor. Druga točka, poleg dogovora v Mostarju, so bile volitve na področju Federacije Bosne in Hercegovine, ki bi nekako balansirale to izvolitev Hrvata in njegovih predstavnikov, ki bi s to spremembo nekako spet povrnili legitimnost njihovim predstavnikom. Nažalost pa je v fazi od volitev v Mostarju, tam par mesecev potem prišlo do zaostrovanja odnosov tako v federaciji kot na celem teritoriju Bosne in Hercegovine, torej tudi strani Republike Srpske, in trenutno ni niti približnih skupnih točk, kar se tiče reforme tega zakona. Veš, kaj sem te hotel še vprašati, preden greva na aktualno situacijo? Zakaj recimo visoki predstavniki Evropske unije, velesile, zakaj pustijo to stanje? Zakaj recimo ne udarijo na po mizi in prisilijo vseh 3 entitet, da pač se sprejme ta volilni zakon in zadeve grejo po neki normalni poti? Zdaj, jaz, če gledam za par let nazaj, kolikor je nekako ta nestabilnost še s ponovnimi izvolitvami Komšiča in tako naprej, pa nekega že dejansko na pol avtonomaškega in separatističnega duha, mogoče bolj avtonomaškega in federalističnega strani Hrvatov in separatističnega strani Srbov v Bosni in Hercegovini oziroma Republiki Srpski, se mi zdi, da te predstavniki mednarodne skupnosti pa tudi predstavniki Sveta za implementacijo miru nimajo skupnih interesov in nimajo skupnih pogledov na prihodnost Bosne in Hercegovine. Mi moramo vedeti, da so člani Sveta za implementacijo miru, da je tudi Rusija. Moramo vedeti, da zunanje politični interesi tudi Evropske unije in držav članic Evropske unije na poglede v Bosni in Hercegovini nimajo enakih. Če bi samo spomnil, da je pred par meseci recimo Orban obiskal Republiko Srpsko, Banja Luko, njene predstavnike, da so pred par dnevi prav tako, oziroma v nedeljo je bila ta proslava Dneva Republike Srpske 9. januarja, kjer so bili prisotni predstavniki recimo francoskih nacionalistov Le Penove stranke, ki so tudi poslanci v Evropskem parlamentu. Po drugi strani je z prihodom zelenih in krepitvijo zelenih v Nemčiji in v Evropskem parlamentu ta skupina postala zelo angažirana v Bosni in Hercegovini, predvsem prek svoje bivše
predstavnice njihove fondacije v Sarajevu, Marion Kraske, ki je tudi nekako angažirala evropske poslance in nemške poslance zelenih, ki so prav tako pred par tedni obiskali Bosno in Hercegovino. Trenutno se v Bosno in Hercegovini nahaja skupina evropskih poslancev iz Evropske ljudske stranke, ki prav tako obiskujejo vse te neke politične deležnike in potem je tu še faktor vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, ki z interesom svojim tako geostrateškim, političnim, ekonomskim, pa tudi z interesom, da v Bosni in Hercegovini živi 700.000 ljudi z državljanstvom Hrvaške in dejansko tudi Evropske unije s tem, ima nek svoj pogled na Bosno in Hercegovino in nekako je predvsem prek Milanovića začela spet zastopati predsednika Hrvaške, ja. Tako, ki pa je svoj čas celo podpiral SDP v Bosni in Hercegovini, tudi ko je bil Komšič kandidat, pa je nekako zdaj prišlo do te faze, da dejansko se zavedajo teh nekih posledic, ki so jih te vse spremembe in ta zloraba volilnega zakona privedle za interes hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini in dejansko njihov biološki obstanek, če lahko tako rečem. Ampak zdaj, če greva fizično recimo v Bosno in Hercegovino, Republika Srpska je v bistvu država v državi. Ne? Tam so vsi napisi v cirilici, druge zastave visijo kot v drugem delu federacije. Zakaj je privedlo pač nespornega vodjo, pač Republike Srpske Milorada Dodika do tega, da je začel zaostrovati retoriko, začel govoriti, da bo ustanovil svoje vojsko, da se bo vcepil in tako naprej. Že danes bi rekli, da pač, če bi prišli tja, da je dejansko država v državi. Kaj se je zgodilo, da ga je privedlo do tega, da to nenadoma ni več dovolj? Jaz bi mogoče zato zdaj, da mogoče malo orišem bolj situacijo, stopil en korak nazaj. Okay. Prejle smo malo v privat govorili o tem, namreč Dodik in njegova stranka neodvisnih socialdemokratov je formirana z veliko podporo mednarodnih skupnosti, tudi laboristov, socialdemokratov iz Evrope in je bila alternativa Karadžićevi takrat postvojni in vojni oblasti in dejansko je nastala kot neka alternativa, kot neka dejanska socialdemokratska stranka v Republiki Srpski, ker socialdemokratska stranka s sedežem v Sarajevu ni imela nikakršnih možnosti, tudi s svojim delovanjem, ki je bilo izrazito unitaristično in probošnjaško, je bila to neka alternativa. Dodik je vzpostavil potem z močno neko večino oblast, z leti si je nekako pridobil vse te strukture, medtem so pa tudi, se bomo vrnili spet na visoke predstavnike in tista bonska pooblastila, se je počasi Dejtonski sporazum v teh točkah, kaj je državno, kaj je entitetsko, začel drastično spreminjati. Recimo še do leta 2001, to se pravi še 5 let po vojni, so bile v Bosni in Hercegovini dve komponenti vojske, to se pravi Vojska Republike Srpske in Vojska Federacije BiH, ki je nekako bila sestavljena od bivših enot HVO-ja in armije Bosne in Hercegovine. 2001 je ustanovljena, in to ne vojska, imenuje se ravno zaradi tega, se imenuje obrambne sile Bosne in Hercegovine oziroma oborožene sile Bosne in Hercegovine, ki pa še vedno imajo v svoji strukturi tri komponente, recimo po nacionalnem ključu, tri polke, ki negujejo tradicijo teh treh sil, ki so se bojevale v vojni in imajo recimo tudi svoje embleme, praznujejo posebej svoje praznike, na spomenike v Republiki Srpski bo šla ta častna garda, ki pripada tej enoti, na spomenike HVO-ju, armiji BiH pa njihove. Kasneje se je začelo tudi z spremembami števila ministrstev na državnem nivoju, recimo vzpostavljal se ta visoki tožilski svet, v katerem sedijo tudi tujci, tuji sodniki, potem se je vzpostavila skupna varnostno-obveščevalna služba, pa SIPA kot ta agencija za borbo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Zadnji nekako
trenutek, kjer je pa Dodik najbolj nekako zdaj reagiral, je pa ta zakon o tem, da bi se gozdovi oziroma lastništvo gozdov katastrsko z entitet prepisalo na državni nivo. In to mu je eden od glavnih ciljev in to mu je bil eden od glavnih v javnosti nekih interesov, ker moramo pa vedeti, da je ta gozdna industrija, ki jo državna oziroma entitetska oblast v Republiki Srpski kontrolira, je eden od glavnih virov zaslužka. Potem je pa sledilo vse to, mislim, da Dodik, zakaj je zdaj prišlo do teh nekak močnejših nekih odzivov in nekak glasnejših pozivov, da bo prišlo do odcepitve, je pa tudi sama nekako vrnjena žogica Sarajevu, ki pa vse bolj zagovarja unitarizem, brisanje meja, začelo se je s tem v federaciji in seveda Dodik ve, da je naslednji korak, če bi prišlo do nekako absolutne prevlade Bošnjakov v federaciji, da bi bil naslednji korak udar na Republiko Srpsko. Tako da Dodik recimo vedno javno zagovarja posebno entiteto Hrvatov v federaciji, ker je njegov interes dejansko... To je branik pred... Tako, da nekako ta razbremeni pritisk na Republiko Srpsko in da federacija nekako znotraj sebe ostane v nekem odprtem, recimo, ne bom rekel konfliktu, ampak nekem tekmovalnem naboju. Koliko je po tvoje daleč od resnice ocene, da je Bosna in Hercegovina nažalost neke vrste evropski Afganistan, ne? Se pravi, ne čisto tak Afganistan, kot je Afganistan, ampak vseeno, imamo vele sile, ki tukaj pač imajo neke svoje poligone, imamo različne znotraj nacionalne entitete, ki se gledajo med sabo navzkriž, imamo neko razprošeno strukturo, šibko v bistvu centralno oblast, lahko v bistvu po vsem tem času od Daytonskega sporazuma, od nastanka tega, kar imamo danes, lahko že rečemo, da zadeva pač ne funkcionira, da je propadla in da bo potrebno stvari urediti na novo, ali še nismo tako daleč? Jaz mislim, da bi v tem trenutku, če ne pride do reforme volilne zakonodaje in če bodo volitve izvedene ali ne bodo izvedene, imam neke indice, da bi volitve kljub temu, če ne bi prišlo do reforme, da bi mednarodna skupnost želela, da se izvedejo. Mislim, da če ne pride do tega, do reforme, da bomo lahko oktobra, novembra rekli, da je Bosna in Hercegovina failed state. In ta neka paralela z Afganistanom ali s kakršnokoli drugo državo, ki je v nekem svojem temelju, ki ni uspela tega nekega federalizma, konsocializma in federalizma, subsidiarnosti oživeti, da se brez problema povlečejo paralele s tem. Je pa res, da kot si tudi omenil, velike sile imajo tu interes. Moramo vedeti, da se je Prva svetovna vojna začela z atentatom v Sarajevu, da je ta trusni Balkan, kakor pravijo, velikokrat bil tisti povod in velike sile ga imajo velikokrat za tisti izkoristek, za destabilizacijo predvsem Evrope na tem področju in te povezave med Evropo in Evrazijo. In mislim, da sploh ni vprašanje, da je to geostrateško zelo pomembna točka. V njej je danes prisotnih več 100 agentov iz več 100 različnih držav, kljub temu, da sama po sebi se zdi nepomembna, je Bosna in Hercegovina danes poligon za preigravanja in neko šahovsko polje na nekem večjem igrišču. Kdo je po tvojem mnenju najmočnejši globalni igralec v Bosni in Hercegovini? So to še zmerom ZDA, mogoče Rusija, si delijo to prvo mesto? Jaz mislim, da je še vedno ZDA. To se vidi po vsem tem nekako že skoraj agresivnem pristopu do branjenja Daytona kot takega, čeprav je vsem jasno, da Dayton kot tak ni uspel.
Moramo pa vedeti, da je Dayton bil takrat pred volitvami za Clintona uspeh in nujno potrebna mednarodna zmaga, ki ga je pripeljala do še enega mandata. Kasneje je Dayton postal v tej obliki in v svoji neki formi s spremembami tudi neka obramba proti večjemu ruskemu vplivu v Bosni in Hercegovini in tudi vse te posledične nekako reforme in spremembe, ki so Republiki Srpski odvzemale neke nadležnosti in jih dvignile na nivo Bosne in Hercegovine, se mi zdi, da so bile bolj v smeri obvladovanja ruskega interesa v Bosni in Hercegovini kot samega napada na Republiko Srpsko in narod Republike Srpske. In mislim, da je to bilo vse nekako potencirano strani Amerike. Evropska unija, kot pravim, se angažira zadnja leta precej več, ampak ni nekega skupnega jezika. Se pravim, samo s prihodom nekih zelenih in z njihovim rastjo nekega vpliva v Nemčiji in Evropskem parlamentu imamo že veliko spremembo nekih smernic oziroma nekih izjav evropskih predstavnikov in Evropska unija nažalost nima tukaj odgovora in to smo videli tudi recimo pri migrantski krizi, kjer je Bosna in Hercegovina postala nek žep, pa recimo trenutno imamo tole zadevo okoli tega dodatnega toka, ki naj bi plinovoda, ki naj bi se povezal, ki naj bi z Dalmacije povezal Bosno in Hercegovino v srednjo Bosno in Sarajevo s tem plinom, ki gre prek Hrvaške. Evropska unija in USAID, ameriška organizacija, sta vložile nekaj čez 100 milijonov evrov za pripravo projektne dokumentacije, ki pa se nažalost celo v Sarajevu, ki pa sicer rado govori, da je Republika Srpska tista, ki je proruska, zdaj že par mesecev blokira izvedbo tega projekta in je dejansko Bosna in Hercegovina danes popolnoma odvisna od ruskega plina, ki preko turškega toka prihaja do Sarajeva. Zdaj v Banja Luki in v Sarajevu že počasi malo rožljajo z orožjem, saj v besedah, če že ne z dejanskim orožjem. Koliko je po tvoje realen scenarij, kjer bi lahko prišlo do neke vrste oboroženega konflikta? Ja, vse bolj se kaže orožje. Imamo zdaj par bošnjaških politikov, tudi z kantonalnih nivojev, pa Komšič je tudi znal reči, da obrača mitraljez proti Mostarju. Objavljene so slike, tudi danes imamo iz Bužima tiste posnetke, kjer grejo maskirani mladeniči v neki koloni na nek hrib. Po drugi strani smo v nedeljo lahko gledali slike iz Banja Luke, kjer je bil mimohod teh policijskih enot in vseh ostalih nekih družbenih struktur, medicinskih, civilne zaščite in tako naprej. Še medicinske sestre paradirajo. Tako. Rožljanje je vse prisotno, vse bolj se govori oziroma bolj bi rekel grozi z vojno. Mislim pa, da je cilj tega, da vsi akterji, tako strani Republike Srpske kot strani Sarajeva, nase nekako spet povrnejo pozornost. Bolj to, kot da je neka realna možnost oboroženega spopada, glede na to, da je Bosna in Hercegovina in njena recimo vojaška struktura, te oborožene sile so tako strukturirane, da recimo topništvo je skoncentrirano in topniški bataljon je skoncentriran recimo v vojašnici, kjer je večinsko hrvaško prebivalstvo. Granate za to topništvo so pa skladiščene v vojašnicah, ki recimo, karikiram, pripadajo Srbom ali Bošnjakom. Po drugi strani, Bosna in Hercegovina je demografsko uničena. Tudi, če bi prišlo do vojne, nima kdo se boriti in tudi nima s čem, mislim. Dejansko je ta država v zadnjih 2-3 letih ekonomsko sesuta. Samo letos, ko še vedno lahko govorimo o korona krizi, ampak po drugi strani pa visoki gospodarski rasti v Sloveniji in največji zaposlenosti in najmanjši brezposelnosti, je v Slovenijo do novembra prišlo 16,000 ljudi iz Bosne in Hercegovine oziroma dobilo delovno vizo. Bosna in Hercegovina se masovno prazni in mislim, da nikomur ni do vojne. Bi pa lahko opozoril, da bi eventualno lahko prihajalo pa do nekih manjših konfliktov ali terorističnih napadov manjših skupin
in tistih volkov samotarjev, ki so pripravljeni za ideale narediti nekaj takega. Ni pa še zmeraj umrla ideja o razkosanju Bosne in Hercegovine. Koliko se ti zdi pa to realno? Zdaj, če pogledamo ti zemljevid, ki smo ga že danes večkrat videli, je to tudi težko izvesti, ker nimaš teh nekih jasnih meja med entitetami. Tudi če bi recimo mednarodna skupnost dvignila roke pa rekla, ok, Hercegovina, Hrvaški, vzhodni del Bosne, Srbiji, ne da se tako razdeliti, da bi ostal pa nek bošnjaški del v sredi in da bi to pač ostala Bosna. Koliko se ti zdi pa ta scenarij razkosanja realen? Tako, mislim, razkosanje že ni bilo realno niti tam v fazi tistih vseh prejšnjih preddejtonskih sporazumov od Carrington Courtiera, Wensowna in tako naprej, vseh teh plana kontaktne skupine. Predvsem ravno zadnjič je tudi Granič to omenil, da je bila Hrvaški ponujeno, da izstopi iz Bosne in Hercegovine s tem delom zahodne Hercegovine, na kar pa niso pristali, predvsem zaradi teh enklav v srednji Bosni, Jajca, Žepča, Usore in posavskih občin Odža, Koraš, Šamac. In mislim, da je tudi dejtonska struktura z Brčko distriktom vzpostavljena ravno zato, da ni celovite povezanosti vzhodnega in zahodnega dela Republike Srpske. Prav tako je recimo koridor do Goražda vzpostavljen, vidimo pa recimo tale del Unsko-Sanski kanton, Bihača je prav tako ločen od nekega tega, recimo, kar mi pravimo zeleni trikotnik, Tuzla, Zenica, Sarajevo, je ločen od tega bošnjaške centralne nekako teritorije. Tako da dejansko mislim, da danes nikomor ne bi bilo v interesu, da se razpade, mogoče eventualno Republiki Srpski, ki pa tudi ne verjamem, predvsem zato, ker je vse bolj iz Srbije jasno, da si ona tega ne želi. Po drugi strani mislim, da politične elite v Republiki Srpski jim je povsem dovolj, da imajo ta svoj teritorij, seveda s to željo, da vrnejo neke nadležnosti iz državnega nivoja nazaj na Republiko Srpsko, in mislim, da bi bilo to popolnoma dovolj za obstoj Bosne in Hercegovine v tej neki strukturi zunanjih meja in mednarodno priznane države, kot je. O notranji strukturi se pa vedno lahko pogovarjamo, sploh bo zanimivo mogoče kakšen naslednji popis prebivalstva, kjer se bojo pokazale te masovne selitve in migracije, ki so nekatere kraje dejansko demografsko uničile. Mogoče bi bilo vprašanje, bo potem pogledati recimo tam predvsem teh enklavah in mešanih sredinah v srednji Bosni, kdo je postal dominantno prebivalstvo. Kdo je sploh še ostal, ne? Tako. Pa se mogoče takrat spet na to temo srečava v oddaji, Darko, za danes pa najlepša hvala za tvoje res izčrpne in poglobljene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o potencialni novi vojni v Bosni in Hercegovini že 670. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali je Janez Janša res izdal pokojnega dr. Jožeta Pučnika in zakaj. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.